Ko oseba izgine, običajno obstaja kakšna sled, ki lahko sledimo. Sporočilo, klic, namig, ki kaže nekam. Toda v primeru Ryana Zimmermana ni bilo ničesar. Družina v resnici ne ve skoraj ničesar, razen dejstva, da so njegov avto nato našli v sumljivih okoliščinah. Zdi se, da je popolnoma izginil. In minila bodo leta, preden bo njegova družina sploh izvedela, kaj se mu je zgodilo. Sharifa Urata Kurojia Mercer. Samo sprehajala sem psa in naletela na nekaj kosti, ki so se mi zdele človeške. Naši detektivi so družini obljubili, da bo šerifov urad okrožja Mercer naredil vse, kar je mogoče, da bi izvedeli, kaj se je zgodilo. Da te zadeve ne bomo kar zaprli, ne bomo rekli, da je preveč zapletena, ker smo čutili, da dolgujemo Ryanovi družini odgovore. Vprašali ste, ali ste aretirani. Boste pridržani. Tam boste evidentirani. Ne, na tla! Nazadnje je kdo iz Ryanove družine slišal od njega septembra 2015. Skoraj kot da bi se v zemljo vdrl. Leta 2015 je 21-letni Ryan Zimmerman živel v Columbusu v Ohiu, potem ko se je nekaj mesecev prej odselil iz hiše svojih staršev v Kentuckyju v upanju, da bo razširil svoja krila in začel svojo pot. Sprva nihče na to niti ne gleda kot na primer pogrešane osebe. Ryan je odrasel in bi zagotovo lahko odšel po lastni volji. Ryan je bil v obdobju svojega življenja, ko je skušal ugotoviti, kdo je in kaj si resnično želi početi. Njegova mama in brat poročata, da je nekega dne preprosto odšel od doma. Toda Ryanovo izginotje ni tisto, ki bi prišlo na naslovnice državnih medijev. In prvi pravi znak, da nekaj ni povsem v redu, pride tiho po pošti. Naslednji mesec, oktobra, Ryanov oče prejme pošto, v kateri piše, da so avto, ki ga je vozil Ryan, našli zapuščenega s ključi v notranjosti in da so ga odpeljali na parkirišče za zasežena vozila. Ryanov oče prevzame avto pri policiji v Columbusu, vendar mine več mesecev, ne da bi izvedeli, kaj o Ryanovi usodi. Ni nobenih znakov, ali je odšel prostovoljno ali pa je vpleteno kaznivo dejanje. Ko se je Ryan preselil, družini ni povedal, kam se seli. Njegov oče je povedal, da je vseeno ostal v stiku z družino. In potem, ko izgine in policija resnično ne preiskuje aktivno, se družina sama loti iskanja odgovorov. A na koncu je bila tudi to slepa ulica za njih. Tako družina v bistvu preneha iskati Ryana, saj si mislijo, da morda preprosto noče, da ga najdejo. Nekaj mesecev po Ryanovem izginotju pride do preobrata. Vendar preiskovalci tega ne bodo mogli povezati s tem primerom še naslednja 4 leta. 3. januarja 2016 ob 14:43 popoldne je občanka okrožja Mercer sprehajala svojega psa tik ob cesti 127 v parku West Bank. In prejeli smo klic. Sharifa Urata Kurojia Mercer. Ja, morda sem popolnoma znorela, ampak ravno sem bila zunaj na sprehodu s svojim psom in naletela sem na nekaj kosti, ki so se mi zdele človeške. 3 mesece potem, ko so avto našli zapuščen, ženska sprehaja svojega psa in naleti na nekaj, za kar misli, da so lahko človeški ostanki, približno 2 uri stran od Columbusa. In verjetno sem samo paranoična. Morda pa niso. Kje ste to našli, gospa? Na Colorado Creeku. Ravno sem sprehajala svojega psa na 127. Verjetno bi samo poslal nekoga tja, da si ogleda. Nekaj, kar je treba imeti v misli glede tega območja Ohia, je, da je zelo podeželsko. Državni park Grand Lake St. Mary je v zahodnem delu Ohia. Nahaja se ob tem ogromnem umetnem jezeru. In je drugače. Drugačen je od drugih večjih mest v Ohiu. Je mirno, je odmaknjeno. Ima bistveno nižjo stopnjo kriminala kot večja mestna območja.
Stopili smo v stik z doktorico Elizabeto Murray. Je forenzična antropologinja in pregledala je kosti ter nam potrdila, da gre za človeške skeletne ostanke. Takrat smo na tem mestu opravili 3-dnevno iskanje. Zdaj, ko je dokončno potrjeno, da gre za človeške ostanke, morajo preiskovalci ugotoviti, kako je ta oseba umrla. In morda še pomembneje, kdo je ta oseba. Univerza Severnega Teksasa je uspela pridobiti celoten DNK profil. Trdno verjamemo, da ti posmrtni ostanki pripadajo žrtvi nasilne smrti. In resnično želim izvedeti, kdo je to storil in jih poklicati na odgovornost za njihova dejanja. In končno, 1. junija 2020 so preiskovalci uradno identificirali posmrtne ostanke kot Ryana Zimmermana. Njegovi starši, njegova družina so morali čakati toliko let, da so bili obveščeni. Ves ta čas je bil potreben, da so ga lahko identificirali. In prav tam se preiskava zares začne. Ko so identificirali Ryana, so policisti začeli proučevati vse koščke te sestavljanke, možne okoliščine njegovega umora in kdo bi lahko bil vpleten. Detektivska Barker, vam lahko pomagam? Moje ime je Warren Zimmerman in danes zjutraj me je obiskal detektiv in mi povedal žalostno novico o mojem sinu. Da, gospod, žal mi je za to. Ali vemo, kdaj se je to zgodilo? Poklicali so nas 3. januarja 2016. V redu, ženska je hodila na območju južno od mesta Salina, ki je sedež našega okrožja tukaj v okrožju Mercer. Je to daleč od Kolumbusa ali? Je nekaj ur stran, približno 2 uri. Ker nazadnje, ko sem vedel, je živel v nekem stanovanjskem naselju v Kolumbusu. Tako smo več dni preiskovali območje. Našli so ga nekje ob vodni poti. Ne zdi se, da bi bil tam pokopan ali kaj takega, bolj se zdi, kot da je bil tja položen. Po temeljitem pregledu območja so ugotovili, da več delov telesa manjka, kot so glava, roke pod komolci in noge pod koleni. Bilo je očitno, da je šlo za kaznivo dejanje. Prav tako so ugotovili, da je bil razkosan. O moj bog, izginil je septembra, ja. In nisem vedel do oktobra, ko sem leta 2015 prejel priporočeno pismo po pošti, v katerem je pisalo, da je moj avto zasegla policija v Kolumbusu. No, šel sem tja in avto prevzel iz Asda. Edina stvar, ki je manjkala, je registrska tablica. Lokacija je bila točno na križišču, približno blok in pol stran od stanovanj, kjer je bival. Ryanova družina se avtomobila nikoli ni znebila. Pravzaprav so ga ohranili v celoti. Toda težava je v tem, da leta 2015 Ryanov avto nikoli ni bil pregledan. Preiskava, ki jo je opravila policija v Kolumbusu, ni pripeljala nikamor. Začel sem trkati na vrata ten okol in 2 soseda se spomnita, da je bil tam črn vlečni tovornjak. Odpeljali so avto tja in odšli. Bil je bel par, moški in ženska. In približno pol ure kasneje je prišla policija iz Kolumbusa. Ryan je bil nekoliko samotar. Imel je prijatelje, a ne veliko. Otroštvo ni bilo najboljše, vendar je užival v igranju videoiger. V šoli ni bil zelo priljubljen. Bil je žrtev ustrahovanja. Imel je nekaj prijateljev, a ne veliko. Tako Ryan še ni bil nekdo, ki bi zares vedel, kako svet deluje. Na svetu so res zelo sprevrženi ljudje. Sem ga. Ampak zdaj preprosto vem. Samo to je ugadno, ampak zdaj preprosto vem, da... Nekaj dni po tem prvem telefonskem klicu starši Ryana, Vicky in Warrenom Zimmermanom, preiskovalci iz okrožja Mercer v Ohaju odidejo k njim v Kentucky, da bi jih osebno obiskali. In to je prvič po letih, da so prisiljeni obuditi spomine, ki so zdaj povezani s preiskavo umora. Tako da vsa ta leta smo upali in molili, da je nekje zunaj, da uživa življenje. Bil je zelo navezan na Raya, mlajšega brata njegovega očeta. Veš, preprosto veš, da ne bi šel tako dolgo, ne, da bi poklical ali karkoli.
ko je rekel, da bo odšel, ali je omenil, da ima prijatelja, ki ga želi obiskati, ali kaj takega? Ja, rekel je, da gre obiskat prijatelja v Ohaju. In rekel je, da bo nekaj časa ostal pri njemu. To je vse, kar vem. Zadnje sporočilo, ki ga je Ryanova družina prejela od njega, je bilo sporočilo na Facebooku. To je bilo 25. septembra 2015. To je skoraj točen čas, ko je Ryan izginil. Zato je precej težko ugotoviti, ali je to sporočilo res prišlo od Ryana Zimmermana ali pa od nekoga drugega, ki je skušal ustvariti vtis, da je Ryan še vedno živ in v redu. Rekel sem mu, ko sem prišel tja gor, sem govoril s tipom iz sosednje hiše. Ja, človek, spomnim se ga. Veš, spomnim se tistega tipa, bil je z neko belo bejbo in je imel dolgi las je na eni strani in pobrita glava na drugi strani. In to je bilo vse, kar sem vedel, ker ga nisem videl približno 3 tedne, ko sem ga prvič prijavil kot pogrešanega. Uspeli smo pregledati njegov Dropbox. Detektivu v Columbusu sem posredoval pogovor med tistim moškim in tisto žensko v tistih stanovanjih. Ampak tukaj spodaj piše, da bi lahko bila Laurel Emerson. Ja, na steni sta bili 2 imeni, mislim, da je to njegovo pravo ime, mislim, ali pa Corey. Katero od teh 2 imen je njegovo pravo ime? Zato nas tudi zanima ideja z računalnikom, da vidimo, kaj še lahko izvemo, ker mislim, da bi bil to dober začetek. Mislim, da smo tako sploh dobili idejo, da gremo v to smer. Ali veste, ali obstaja kakšno razumevanje, zakaj bi, potoval v Columbus, ali s kom natančno se je povezal tam? Je bilo to preko igranja iger? Mislim, da je bilo to preko Craigslista, nekaj takega. Ali pa dobro, za Craigslist. Pogosto je obiskoval Craigslist, da bi iskal igralne konzole. Torej, Ryanov računalnik je bil dejansko v vozilu, ko so ga našli. Ryanov oče, Warren, je sam raziskoval po tem računalniku in Ryanovih spletnih računih. Ryan je bil igralec videoiger. Velikokrat igraš na spletu. Včasih v enem mesecu govoriš s stotinami ljudi. Torej je v tem trenutku seznam osumljencev zelo širok. V sporočilih je Ryanov oče opazil, da je komuniciral z nekom. In Ryan je začel raziskovati svojo spolnost. In začel je razmišljati o morebitni tranziciji iz moškega v žensko ter objavljal oglase na spletu, da bi našel podobno misleče ljudi. Mora je začeti pri koncu in delati za nazaj. S kom je Ryan komuniciral na spletu? S kom je šel živeti v Ohio? Ta imena, Corey, Laurel, bi lahko bila ključna pri ugotavljanju, kaj se je zgodilo z Ryanom. Pogovarjal se je z nekaterimi ljudmi na spletu. Vsakemu preiskovalcu, ki ga poznam, bi se takoj prižgali alarmi in bi rekel, tukaj bom začel. Policija pregleda vse Ryanove digitalne podatke, vse informacije, ki jih lahko najdejo. In Ryan je bil precej aktiven na družbenih omrežjih. Imaš opravka z več ljudmi, več platformami, poleg tega je minilo že nekaj časa. Možnost uspeha je skoraj nična. Iskanje po ključnih besedah. In potem poglejmo, kakšen je ton teh pogovorov. Nato začnemo ugotavljati, kje je največ doslednosti, največ celovitosti in kdo je še vedno dejavno vključen v pogovor. Začnemo široko in nato zožimo svoj fokus. Tako je nekaj dobrega starega detektivskega dela, ki se je začelo s preučevanjem digitalnih dokazov, policijo pripeljalo do stanovanjskega kompleksa v Ohaju. Organi pregona so stopile v stik s stanovanjskim kompleksom, da bi izvedele karkoli, kar bi lahko pomagalo. Tako so se stvari začele sestavljati. Dobili so imeni, in sicer Corey in Sarah Buzzard, poročen par, ki je živel v enem od stanovanj v kompleksu, kar se je na koncu ujemalo z nekaterimi sporočili, ki jih je Ryanov oče našel na računalniku. Pogovor, ki sta ga imela, je bil tak, da je Corey povabil Ryana, naj pride živet k njemu in njegovi ženi Sarah, ker sta morda iskala tretjo osebo v njunem razmerju. Ali je bil Ryan kdaj v razmerju, za katero ste vedeli? Ne. Ali je o tem kdaj govoril sami, Laurel ali Corey? Imam harmonijo. Sara in Corey sta se spoznala, ko sta bila še v srednji šoli v Indiani. Poročila sta se, ko sta bila stara komaj 18 let. Nato pa je Corey sledil Sari v Ohio, kjer je ona študirala umetnost. Niti Corey, niti Sara nista imela nobene zgodovine kriminalnega ali nasilnega vedenja. Nista imela opravka z zakonom.
Jen se je julija 2015 preselila k Koreju in Sari. In zdi se, da sta imeli Sara in Jen zelo močan odnos. In mislim, da si je potem tudi Corey želel začeti lastno razmerje. Ražen je bil v bistvu nekaj, kar si je njen mož želel zase. On je bil tisti, ki mu je rekel, naj se preseli tja gor. Corey je še vedno živel v Columbusu, Ohio, vendar se je Sarah preselila v Indiano. Začeli so preverjati poročne listine in ugotovili, da sta se Corey in Sarah ločila. In ne samo to, Sarah se je ponovno poročila z novo osebo po imenu Jen. In tako ima so zdaj tretjo osebo v enačbi. Izkazalo se je, da Sarah Buzzard dejansko živi v Marionu v Indiani, ki je približno 1 uro zahodno od kraja, kjer so našli posmrtne ostanke Ryana Zimmermana. Preiskovalci pa morajo še vedno izvedeti več o Sari in njeni novi ženi, Jen. Naslednje leto detektivi izvajajo nadzor nad Sarah Buzzard, Coreyem Buzzardom in Jen Whittaker, ki je znana tudi kot Naira. Včasih potekajo preiskave nekoliko počasneje, kot bi si želeli. Sprašujemo se, zakaj to traja tako dolgo? Zakaj bi jih policija opazovala tako dolgo časa? Ampak to, kar želijo storiti, je zbrati čim več informacij, še posebej o odnosih in vedenju. Vse te informacije bodo resnično izjemno koristne. Nočejo vstopiti nepripravljeni. Torej je to faza zbiranja informacij, ki bo kasneje zelo koristna. Corey. Ti lahko pomagam? Ja, morava se pogovoriti s tabo o nečem. No, to je primer, na katerem delava. Mislim, da si samo priča v tem primeru, ampak tvoje ime je bilo omenjeno. V redu? Bo šel z nama na sedež sodišča? Ne. V redu. Bi rad govoril tukaj? Je kakšen sodni poziv, kak papir? Ne. 25. avgusta 2021 gredo preiskovalci govoriti s Corejem. Zdaj je Corey v tem trenutku ponovno poročen z drugo žensko in povedo mu, da mislijo, da je bil morda priča umoru in da bi radi govorili z njim. Nisi v nobenih težavah, nimam naloga za aretacijo. Nič takega, Corey. V redu, samo pogovoriti se želimo s tabo, ker se je tvoje ime pojavilo kot priča v primeru. Kakšnem? Umor. Nisem, ne spomnim se, da bi bil priča kakšnemu umoru. V redu, potem pa ne bi smelo dolgo trajati. Želite, da grem z vami takoj zdaj? Po možnosti ja. Tako bomo to lahko opravili, zaključili in poskrbeli za vse. Odpeljali vas bomo tja, lahko vas tudi pripeljemo nazaj. Poskrbeli bomo, da pridete domov. V redu, dajte mi trenutek. Takoj postane nekoliko bojevit. Noče govoriti s preiskovalci. Je zelo zadržan in sploh ni pripravljen sodelovati. Kaj je? Ne. Corey, lahko govori z mano skozi vrata, prosim? Ne bomo šli nikamor, Corey. Morava se pogovoriti. Nisem ravno pripravljen posredovati informacij brez odvetnika. Še niti ne veš, popolnoma, o čem sploh govorimo. No, ravno zato. Gre za Ryana. Ne vem, kdo je Ryan. Ryan je nekaj časa živel pri vas. Poskušamo ugotoviti, kaj se dogaja. Kdo ga je morda nazadnje videl, kam je šel, take stvari. Nimam nobenih informacij za vas. Videl. In resnično ne vem, kaj naj vam povem o vsem tem. Nekatera vprašanja so bila, naprimer, kdaj ste ga nazadnje videli, kam je šel, mislim, take stvari. Kako dolg je bil z vami, take stvari. Ne, nimam pojma, o čem govorite. V redu. Torej, ne poznate Ryana? Ne poznam ga. Vedno to govorim. Nesodelovanje ni običajno privzeto vedenje. Če nekdo že na začetku noče sodelovati, bo to preiskovalcem takoj povedalo, da nekaj tukaj ni v redu. To še ne pomeni, da je ta oseba morebitni osumljenec ali storilec. Oseba noče biti vpletena, noče sodelovati. No, pravkar se je vpletla s tem, ko ni hotela sodelovati. In že imamo Saro. Tudi z njo se zdaj pogovarjamo. Komu? Sarah. Mislim, da je to tvoja bivša žena. V redu. Torej, govorimo tudi z njo. V redu. In želiš, da ona tukaj praktično odloči o tvoji usodi? Ali pa želiš, da o tem odločiš sam? Zdaj takoj, malo izpadeš kot slab človek, če nočeš govoriti z nami. Vsi ostali želijo govoriti z nami.
Medtem pa v sosednji zvezni državi preiskovalci se zdaj približujejo Sari in Jen na domu, za katerega so ugotovili, da je dom Sarine mame v Marionu v Indiani. Pozdravljeni, oprostite, prosim. Iščete Saro, to sem jaz. Niste mogli stopiti zame, to sem jaz. Mislim, da je za vas izdan nalog. Kaž? Kaž? Iz Ohio. Mislim, da je nalog zaradi tatvine. V redu. V redu, obrnite se, dajte roke za hrbet. Je še kdo drug v hiši z vami? Moja mama in moja žena. Sara pride do vrat. Pravi, da se je pravkar zbudila, zdi se zelo zmedena glede tega, kaj se dogaja, in nadenejo ji lisice. Kaj se dogaja? Jo moramo peljati na postajo. Si v redu? Sem težka. Se počutiš slabo ali kaj? Ne, samo šokirana sem. Mi nikoli nismo bili takšna oseba. Njena mama je tam in poskuša razvajati svojo hčerko. Policija mami pove, da je njena hči odrasla. Imamo nalog za aretacijo zaradi kraje v Ohiu. Moramo jo odpeljati na policijsko postajo. Medtem pride Jen do vrat in policija želi govoriti tudi z Jen, vendar pa nimajo naloga za aretacijo Jen. Hej, ali je to Jena? Jaz sem Chris Sandberg, sem iz Hill Street Journal. Radijski humor. Je to tvoje? Delamo na preiskavi pogrešanih oseb. Mi. Pravimo, da lahko vstopite. Ne priporočamo, da ste tukaj, prosim. V redu je. Tako da imamo tudi nalog za preiskavo stanovanja. V redu, torej ne bomo stopili ven. Ryan Zimmerman. Kdo? Ryan Zimmerman. Leta 2015 je živel z vami v Kolumbusu. Vidva, Sara in Korej. Pogrešanje. In vi ste bili zadnji, ki sem jih videl. Je bil takrat še kdo drug, ki je živel z vami? Ja. Ki je prišel? Ja. O njej govorimo. Ja. To je bilo njegovo ime pred Emo. Tukaj je nekaj, kar je treba omeniti. Ryanovi starši so povedali, da se je spopadal s svojo spolno identiteto. Zato je začel uporabljati ime Emma, ko se je preselil k tem prijateljem, ki jih je spoznal prek spleta. Za nekoga, kot je Ryan, ki je bil očitno zelo introvertiran, nekoga, ki se ni rad družil v večjih skupinah, bilo je nekoliko nenavadno, da se je kar tako preselil k ljudem v drugo zvezno državo, ki jih očitno še nikoli ni srečal v živo. Kdaj si nazadnje videl Emo? Kdaj si se nazadnje pogovarjal z Emo Ryan? V redu. Ko si odšla. Kdaj je bilo to? 2015. Ali je imel avto ali kaj podobnega, s čimer bi lahko odšel? Je šel z avtobusom? Imel je avto. Ja, imel je avto. Bil si z njim in bil si s Saro takrat, ne? In med Emo in Korijem je bila zveza. Emma in Kori, Emma in Sara tudi. V redu, prav. In kakšna je bila ta zveza? Mislim, ali je bila to zdrava zveza? In razumemo, da je Emma eksperimentirala z različnimi stvarmi. In nikakor nismo sodniki. Naš edini in glavni cilj je ugotoviti, kje je bila Emma. In njegov zadnji stik s komarkoli je bil, ko je bil tam spodaj z malim tipom. Korej se je odzval na oglas, ki ga je objavil Ryan, kjer je želel raziskovati svojo spolnost. Ampak zdi se mi tudi, da je želel nekoga, ki je že v tranziciji ali je že šel skozi tranzicijo in ni le razmišljal o tem. Na neki točki, kaj se je zgodilo? Kaj je Emo pripravilo do odločitve, da odide? Tam, kjer smo bili, mi. Nismo veliko videli Eme, se je večino časa ostala v svoji sobi. Korej, zdi se mi, da mu je bilo žal. Ali ni bilo tako, kot je Korej mislil, da bo? Ja, zelo veliko. Kaj se je potem zgodilo? Mislim, ona dva preprosto se nista ujela. Ne, vedela sem, da sta si želela biti kot. No, veliko bolj, kot je Kori mislila, da sta bila bolj napredna v svoji tranziciji. V redu. Ampak mislim, da to sploh ni tako. Torej, postala sem čudna. Veš, oče ga je opisal kot zelo zadržanega, veš, bolj je bil sam zase
ni imel težav, ni ravno preizkušal meja in potem se začne spraševati, ali se res tako vidi. Ne samo glede svoje spolne usmerjenosti, ampak mislim, da tudi nasploh v življenju, ali se res vidim tukaj. Kaj ima to opraviti s krajo? Hemovi starši so ga prijavili kot pogrešanega. In samo imeli smo še nekaj drugih dokazov, ki so se pojavili in poskušamo, vemo, kje je bil nazadnje. Bil je v stanovanju, kaj ne? In potem je ukradeni avto našla policija v Kolumbusu. Ali je bilo v hiši veliko prepiranja, preden je Em odšla? Med Sorrow in Courageum. V redu. Se spomniš, da kaj je šlo? A te bilo? Jazz, Corey je želel tretjo osebo v razmerju, ampak mene moški sploh ne privlačijo. Tako da to res ni prišlo poštev. Zato si je poiskal svojega partnerja, s katerim bi živel. Tako imaš zapleteno situacijo zakona, kjer imata oba partnerja afere z drugimi. In to z vedenjem in soglasjem. In Ryan je sredi vsega tega. In so torej poskušali spraviti M iz hiše. Ja. V nekaj časa je tukaj postalo res neprijetno. Torej, kako ste poskušali spraviti M ven? Spodbujali smo jo, naj najde drugo mesto za selitev. Kakšno je bilo Coreyjevo vedenje potem, ko bi M odšla? Se spomnite, kdaj je M odšla? Posebej. Ali veste, ali je komu povedala kakšne načrte, kam bo šla, kaj bo počela? Ne vem, v redu. Takrat ni bilo tako, kot so vsi mislili, da bo z M. Njem. In potem je bil pritisk nanj, da odide. In meni hotel oditi. Tega se ne spomnim. Torej moraš začeti ugotavljati, ali so imeli kaj opraviti z njegovim izginotjem in umorom. Ali pa gledamo nekoga popolnoma drugega. Ali vas je Corey prosil, da se znebite njegove težave? Emma ni to, kar je pričakoval. Selfiji niso pokazali tega, kar si je Corey želel, pride na dan. Emma je popolnoma sramežljiva, zadržana, nič od tega, kar je Corey pričakoval. Corey in Sara sta se zaradi tega veliko prepirala. Samo znebimo se problema. Seveda, zakaj? Lahko prosim staneš, Hanže? Dragi? Prav, imaš kaj pri sebi, kar bi me lahko zbodlo? Upam, da ne. Prepričana sem, da je to zadnja stvar, ki si jo danes želel početi. Mimogrede, nekaj, kar uporabljamo tukaj pri Law & Crime, in če se ukvarjaš z ustvarjanjem vsebin ali objavljaš stvari na družbenih omrežjih, ti lahko pride prav. Imenuje se Opus Clip. Opus Clip je celovit urejevalnik z umetno inteligenco, ki zelo olajša rezanje, ustvarjanje in nalaganje videoposnetkov na katerokoli platformo. S pomočjo umetne inteligence Opus Clip ustvari B-roll, ponovno uokviri posnetke in celo očisti zvok. Je res enostavno. Samo obiščeš opus.pro/crime. Prijaviš se, naložiš posnetek in v nekaj minutah imaš popolno urejene izseke, pripravljene za TikTok, kratke videe, Reels. Opus Clip je res tvoja rešitev, vse na enem mestu. In imeti orodje, kot je Opus Clip, pomeni, da lahko naši producenti takoj pripravijo viralne posodobitve iz sodne dvorane. To je najmočnejše orodje za deljenje idej in profesionalno urejanje. Zato pojdi na opus.pro/crime, da dobiš en teden brezplačno in na to 50% popusta. Preiskujemo situacijo iz časa, ko ste živeli v Kolumbusu. V redu. In v katerem časovnem obdobju ste živeli v Kolumbusu? Ker sem šla tja na fakulteto. V redu. Torej bi bilo to leta 2010. V redu. In potem sem bila tam še nekaj let po diplomi. Detektivi v tem primeru uporabijo taktiko, kjer zaslišujejo dva potencialna osumljenca hkrati. Tako imaš večjo možnost, da izveš resnico ali da nekdo izda kakšno informacijo, ker ne ve, kaj govori druga oseba. Ona govori zelo tiho in deluje mirno. Hkrati pa je videti nervozna, kar se mi zdi zanimivo. Ne začne se tresti, ne začne paničariti, povzdigovati glasu ali postajati napadalna. Takrat sem se začela spraševati, ali je res mislila, da gre samo za krajo. In ko intervju napreduje, začneš opažati, da postaja Sara veliko bolj nervozna. Kot da morda to ni samo kraja krv.
Veze drugega slona v sobi. In to je Ryan Zimmerman. Si imela sostanovalka? Moj mož takrat. Si kdaj imela sostanovalce ali kaj podobnega? V mojem zadnjem stanovanju je bil nekdo od kojevih prijateljev. Nisem imela veliko opravka z njimi. V redu. In kdo je bil ta prijatelj? Ne spomnim se njihovega pravega imena, ampak smo jih klicali Emma. Povejte mi, kaj veste o Ryanu? To je nekoliko občutljiva tema. Moj mož takrat je imel spolne interese. Corey je imel to ideologijo, da popolno razmerje zahteva 3 osebe. In celoten razlog, da je stopil v stik z Ryanom, je bil, da bi ga naredil za to 3. osebo. Ampak jaz se s tem očitno nisem strinjala. Veliko sta se pogovarjala prek spleta in povabil je, da ostaneta pri nama. Česar nisem želela, da bi se zgodilo. Ampak da skrajšam zgodbo, se je zgodilo. Tako so se odpeljali. Pod pogojem, da bodo plačali del najemnine. In v roku, mislim, da sem jim dala 3 mesece, da bi našli službo in svoj prostor, kar se ni zgodilo. Tako je Corey na koncu prosila, naj odide, kar je tudi storil, ker je, mislim, našel novega fanta ali nekaj takega. In omenil, da bi se morda preselil k njim ali vsaj videl, kako bo šlo. Kolikor vem, je to vse. Velikokrat vidimo, da ljudje postanejo obrambni ali zelo zgovorni ali pa takoj začnejo govoriti o zadevi, ne da bi jih policija sploh vprašala. In to je bilo nekaj, česar ona ni naredila. Tako je podala oris zgodbe, ki je vse povezoval skupaj, vendar je bilo v zgodbi še veliko več. Ali ste bili tam, ko je Emma odšla? Delno. Vem, da sta me rotila, naj ima dam še eno priložnost, ampak sem rekla, da sem želala preveč priložnosti in da je bila odločitev na koncu Coreyjeva. In spomnim se, kako sta pakirala. In ali sem šla v trgovino, ali pa sem bila v drugi sobi, ne spomnim se. Preprosto se ne morem povsem spomniti. Kdo je bil takrat vse doma? Jaz sem bila. Corey ni bil. In potem je bila pri meni moja punca. Vem samo, da je bila Emma 1 minuto tam, naslednjo pa ne več. Pravkar je odšel, nekdo se je pripeljal in vstopil je v avto in se odpeljal. Mislila sem, da se bo morda vrnil, ker je pustil svoj avto. Ampak ni se vrnil in potem nismo le slišali zanj. Kaj je Corey rekel o tem? Nekaj v smislu, mislim, da je rekel, še dobro, da ga ni. Imate 4 posameznike. Corey in Sara sta bila do tega trenutka že ločena. Corey in Jen se nista najbolje razumela. Ryan se ni razumel ne s Coreyjem, ne s Jen, ne s Saro. Živijo v utesnjenih razmerah. Veliko je zapletenih odnosov. Napetosti so bile v tem stanovanju zelo visoke. Omenila si, da te je prosil, naj mu daš še eno priložnost ali kaj podobnega. Povej mi več o tem. Jokal je. In jaz vem, da sem rekla oprosti, ampak da ima Corey na koncu zadnjo besedo. In če reče, da moraš oditi, se moram strinjati. In potem sem ga vprašala, če ima kam drugam iti. Takrat je omenil, da je spoznal nekoga drugega, s katerim se je začel zbliževati. Je postalo malo napeto, očitno ni želel oditi. Ja, tako je bilo že v najinem prvem pogovoru. Jaz sem bila mirna, on je bil vznemirjen. Ni bilo kričanja ali česa podobnega. Ni postalo fizično? Ne, sploh ne.
Povejte mi v tistem dnevu, česar se spomnite, ko je Ryan odšel? Jen in jaz sva bili v kuhinji, pili kavo ali vino ali nekaj takega. Sedeli sva za kuhinjsko mizo. In Ryan je prišel po stopnicah s svojo torbo. Nekako nerodno smo klepetali. In potem se je pripeljal avto. Pred stanovanjem. In potem se je poslovil in odšel brez kakršnega koli razburjenja. Vprašanja se ponovno nanašajo na Ryanov avto. In Sarah, ki je obtožena kraj vozila, ni imela razloga, da bi vozila avto, pa vendar poda to bedno zgodbo, ki bi lahko pojasnila morebitne forenzične dokaze, ki bi jih pustila za seboj. Kakšen avto je imel ali kakšne barve je bil, kaj takega? Vem, da je bil starejši avto. Morda temno rdeč, kot bordo. Pridobil je ves nekako bordo barve. Si se že taj prijala v njem? Ja. Severni pont. Vem, da je izginil. Ne vem, kaj se je z njim zgodilo. Tako da ne vem, ali se je vrnil v pont. Ste imeli kdaj kakšen stik z Ryanom, potem ko je odšel? Sploh ne. V hiši se pogovor z Jen stopnjuje. To je zato, ker imajo preiskovalci nekaj v rokavu. Informacije, ki so jih ves ta čas zadrževali zase. Poskušamo najti Emo. In. Pri tem smo bili delno uspešni. V redu. Počakaj, kdaj? Delno? Karkoli se je zgodilo Emi, se je zgodilo v stanovanju, kjer sta bivala. Tako da je zdaj odvisno od tebe, da si pomagaš in da si iskrena z nami, ter nam poveš, karkoli nam lahko poveš. Ker moramo ugotoviti, kaj se je zgodilo Emi, da lahko njegovi družini prinesemo nekaj miru. Zbrali smo dokaze iz stanovanja. Zbrali smo dokaze iz Sarinega avtomobila. Kri. Počakaj, kaj? Da. In del Eminega telesa so odkrili. Bilo je razkosano. Tukaj je bistvo. Je bila to nesreča, je šlo kaj narobe in potem je bilo, kaj zdaj? V redu, ne moremo, mrtev je. Bila je spolna igra, ki je šla narobe. Ali pa ste ga našli vi in se je zgodilo nekaj drugega. In potem ste to naredili vi, da ne bi padel sum na vas. Potrebujemo, da zapolnite vrzeli. Kaj je šlo narobe? To je kot vročične sanje. In zato so Saro aretirali. Ni možnosti. Ni možnosti, da bi bila kakorkoli vpletena v karkoli od tega. Je imela. Ni možnosti. Vsi govorijo v smislu, ja, nihče si ni več želel tega tipa v hiši. Postal je breme, ker je bil še vedno tam. In ja, tako je bilo. Nekega dne je preprosto izginil. No, počakaj malo. En trenutek živita skupaj, naslednji trenutek pa ne več, pa nihče ne ve, niti se nihče ne vpraša, kam je ta tip šel, se bo vrnil. Tako da mislim, da ti bo kot preiskovalcu tvoja izkušnja samodejno povedala, da nam nekdo ne pove celotne resnice o tem, kaj se je tukaj zgodilo. In tukaj pridejo v poštev neizpodbitni dokazi, ker so preiskovalci že opravili svoje domače naloge. Našli so kar precej krvi. Zdelo se je, da to kaže na to, da je v tem stanovanju prišlo do kaznivega dejanja. In zdelo se je, da to podpira idejo, da je bil Ryan morda umorjen v stanovanju. In ne samo, da so uspeli najti fizične dokaze v stanovanju. Takrat je Sarah že prodala avto, ki ga je vozila. Vendar so uspeli izslediti ta avto. In res je, v tem avtu so leta kasneje našli kri in biološke dokaze. Ko policija pregleda Sarin telefon in njeno zgodovino iskanja, najdejo nekaj zaskrbljujočih iskanj. Med drugim je iskala pojem jugularna vena. Iskala je, kako zagnati Ford Focus in ravno to je bil avto, ki ga je vozil Ryan. In potem ima shranjeno to nenavadno umetniško delo, ki prikazuje razkosano telo. Mislim, da so se policistom prižgale opozorilne lučke. Googlove iskalne poizvedbe, poglobljena raziskovanja, ki smo jih opravili, stvari, ki so jo zanimale, vsaj slikanje s krvjo, celo pitje krvi, in nato iskanja, ki jih je opravila na svojem Android telefonu. Ne vem, nič ne vem o teh stvareh s krvjo.
Vedeli smo, da je Sara ob 1 uri zjutraj panično raziskovala, kako zagnati Ford Focus. Zanimivo je, da je imel Rajanov avto poseben zagonski sistem, ta naknadno vgrajen mehanizem, ki je zahteval poseben način zagona. Avto je vlečna služba odložila nekaj ulic stran od stanovanja, ker ga ni bilo mogoče voziti. Registrijska tablica je bila ukradena z avtomobila. In imamo Saro na njenem telefonu z Androidom, ki ni mogla premakniti avtomobila. Emin avto. Ne sprašujemo te, ali si to storil. Sprašujemo te, kaj se je tam zgodilo, ker si bil tam. Kaj se je zgodilo? Kako je umrl? Ne vem. Povemo ti, da vemo, da veš. Razumem. Torej, želiš vse to zvaliti na Saro, na tvojo ženo, ki trenutno sedi v zaporu. Ni možnosti, da bi Sara to naredila. Pomagaj nam zapolniti to vrzel. Kaj se je zgodilo z Emo? No way. Odšel je. Ona je odšla. Vemo, da je odšla. Kako je odšla? Predvidevam, da z avtom. Ne v njenem avtu. In ni živa. 99,9% si že tam. Vem, da nekaj skrivaš. Jaz ne vem ničesar. Karl in jaz ti ne verjameva. Mislim, da je to naraven človeški odziv. Mislim, da me to razjeda od znotraj. No. Umora, ki bi nas bremenili. In ti o tem ni ničesar zaupala. Mislim, da jo to verjetno boli. Da si je njen mož takrat večkrat želel pripeljati nekoga drugega v njun odnos. Meni ne bi bilo všeč, če bi kdo drug posegal v moj odnos. Za Saro je bilo težko. V redu, kaj pa je povzročilo, da je počila? Res je počila. Je šlo za samo obrambo? Je Ema kaj naredila? No way. Lažje reči kot narediti, da zadržiš čustva. Ko bi najraje skočil čez mizo in rekel, saj imamo vse to že, kaj ne? Ker boš imel samo eno priložnost, da ti oseba to pove. Na tej točki vejo, kaj se je zgodilo. Ne vejo pa, kdo je bil, kaj ne? Torej, kaj s tem mislim? Nočemo povedati napačni osebi, da imamo vse to in potem zapraviti edino priložnost, da ugotovimo, kdo je in od te osebe pridobimo priznanje. Povedala sem ti, da sem brala seveda pogovore, ki sta jih imela Cory in Em, preden je Em prišla sem gor. In v teh pogovorih te opisuje in govori o tebi. Fant. Prav, ni laskavo. Veš, sprva te je klical psihopunca. Rekel je, da je bil nervozen, ker je hotel pripeljati Emo sem, ker je rekel, da ne bi bila zelo sprejemajoča do Eme. Bila bi zelo navdušena. V redu. Rekel je, da boš vzela stvari v svoje roke, da ga boš sovražila, ker imaš še vedno penis. In glede na to, kar smo prebrali, je bil dogovor med Saro, ker je Sara tudi komunicirala z Emo, preden so prišle gor, kaj ne, ker ni bila povsem zato so bila pravila. Torej, ni bilo intimnosti. In druga stvar je bila, da če gre Ema, greš tudi ti. Torej, če bi Ema odšla, bi morala tudi ti oditi. Tega nisem vedela. Torej, ko se Korej vrne s svojega srečanja, Eme ni več tam. Ona je odšla sama. Lahko ostaneš. Varno je. Ne, nisem vedela za to. Tako pač je, vem. Na preiskovalčevo presenečenje se izkaže, da Cory tisti konec tedna ni bil doma. To so kasneje potrdile tudi druge osebe. Na koncu je policija Coryja izločila iz suma. Sarah ga je odložila v hotelu v središču Columbusa. Dogovoril se je, da bo konec tedna preživel z žensko, ki je prišla iz drugega mesta. Tako je bil izključen kot oseba, ki bi bila vpletena. Kaj se je zgodilo med tabo in Emo? Ko je Sara v službi? Enako. Nekaj takega. Odšel je. Ja, odšel je, samo ne po lastni volji. Sara trenutno govori. Mislim, Sara že priznava nekatere stvari. V redu. Res je. Ona je. Pogovor s Saro na policijski postaji se resno zaostri. Minile so ure, odkar so se ti razgovori začeli, in organi pregona se ne šalijo. Sara, ne vem, če to veš ali ne, verjetno ne, ampak trenutno govoriš z Jennifer, govoriš s svojo mamo in tudi s Coryjem v Columbusu in obstajajo velika neskladja glede tega in tvoje povezanosti z Ryanom.
in Ryan je zdaj pokojni. Bil je umorjen. Moram vedeti, kaj se je tukaj v resnici zgodilo. Mislim, to je slaba situacija. Uspeli smo izslediti vaš avto, tistega, ki ste ga imeli v lasti v času tega dogodka. Nekaj se je zgodilo v tistem stanovanju, tisti vikend, ko ste Koreja pustili pri tistem dekletu v Kolumbusu. Mora mi bo veste povedati svojo različico tega, da vidim, ali se ujema z dokazi, ki jih imamo. Ne počutim se prijetno govoriti o tem. Oni že vejo, zdaj čakajo, da vidijo še več in več, da ugotovijo, kaj nam bodo povedali in to primerjajo s tem, kar že vemo. Je bila to nesreča? Ja. Ne vem, kaj je bila nesreča. Z Rajanom. Niti vedela nisem, da je mrtev. Sarah, no daj. Vedno vemo, da ima vsaka zgodba dve plati. Vedno. Torej, to je tvoja priložnost, da poveš svojo plat, prav? Povedala sem, kar vem. Sara, s katero sem poskušala govoriti. No, to je tvoja odločitev. Ne vem, kaj ni rečem. Morda resnico. Kasneje v intervjuju se Sara zlomi. Sara, poglej me. Mislim, da nam želiš povedati resnico. Poglej me, je tako? Samo povej mi, kaj se je zgodilo. Oprosti, razumem, da te je strah. Kaj začne na začetku? Nesreče se dogajajo vsak dan. Bila sem jezna. Prihajal je iz kopalnice. Prišla sem za njo. In prijela sem ga v davilni prijem ter ga podrla na tla. On je umedler, prav. Okay. Tehnično gledano ga nisem izpustila. In potem je bilo prepozno. Samo morala sem nekaj narediti in potem bi sem vedela, kaj naj naredim. Zakaj si naredila kaj takega? Kje je bila Jen takrat? Bila je spodaj. Kaj je počela? Ali je bila pripravljena deliti, razpravljati o čustvih? V redu. Prišla je gor. In potem smo morali ugotoviti, kaj. Lahko. Mi ga razrežemo. Kje ste ga razrezali? Pri kadi? Kaj ste uporabili? Nekako je videla. Kdo je rezal? Mislila. Kaj se je potem zgodilo? Morali smo ugotoviti, kam postaviti vse. Začeli smo voziti. In poskušali smo se znebiti malenkosti, eno po eno. Ob cesti ali na kakšnih posebnih mestih? V javnih smetnjakih. Na nekaj javnih bencinskih črpalkah. Si taj povedala Koreju, kaj se je zgodilo? Preprosto ne vem. V redu. In on ni bil nič s tem. Ni rekel, hej, ta vikend grem v hotel, poskrbi za Ryana. Nič takega. Zakaj si bil tako jezen nanj? Kaj se je zgodilo, da si prišel za njim in ga začel daviti? Res je podrobno opisala, kako so Ryana odvrbili na več krajih, zaradi česar je bilo težje najti Ryana. V njihovih glavah so verjetno mislili, da so zagrešili popoln umor in da jih nikoli ne bodo ujeli. Imam novico. Sara je pravkar vse priznala. Lahko pomagaš razkosati truplo? Vse je priznala. V redu. Ona vse prizna, ti pa ji pomagaš razkosati truplo. Mislim, skuša ravnati prav. Zakaj ne poskusiš tudi ti ravnati prav? No, ja, torej je Sara tukaj glavna, to smo že ugotovili. Ona te prosi, da nekaj narediš in ti boš to naredila. Ona ni morevka. V tem primeru je bila. In tvoj srce se podira, seveda. Policija se z Jen pogovarja 3 ure in jo sooča z vsemi temi informacijami, z vsem, kar jim je povedala Sara. Poskušajo jo pripraviti, da bi potrdila nekaj od tega, da bi priznala svojo vpletenost. Ampak Jen tega nikoli ne stori. Kar pa na koncu stori, pa vse šokira. Torej, prebrajamo naše pravice. V redu. Začeli bomo s tem, potem pa se lahko pogovoriva. Nisem vedela, da je bil razkosan, dokler mi ni povedal. Ali ste vedeli, da je bil mrtev?
Ne, dokler mi niste povedali. Ni bilo tako, da bi odšel in se na to zapletel z nekom, ki potem, veste, naredil to, kar sem mu naredil. Edini dve osebi v tisti hiši, tisti konec tedna, za katerega vemo, da se je to zgodilo, oziroma ravno v tistih dneh, ko Corija ni bilo, ste bili vi, Ryan, Emma in Sara. Kaj imaš v torbici? Nisi sproščena in mirna. Torej, Jen, kot sva se pogovarjala, vprašala si, ali si pridržana, zdaj boš pridržana. In on je detektiv pri policijski upravi mesta Marion. Tam boš evidentirana. Ne, takoj se vrnemo. Central nič 5-5. Potrebujem reševalno vozilo zaradi streljanja. Kako dolgo imaš roko v tem? Gremo tja. Jen vzame strelno orožje iz torbice in se ustreli. Vzelo si je življenje. Mislim, ni bilo nobenega znaka, da bi bila v hiši strelno orožje. Samo situacija, kjer je veliko odgovorov umrlo z njo tisti dan, kar je po mojem mnenju na nek način škodljivo za resnično razumevanje celotne zgodbe o tem, kaj se je zgodilo. 5-5, ali imamo žrtev? Sara policiji pove, da ve, zakaj je Jen umrla zaradi samomora. Opiše, kar sama imenuje samomorilski pakt, ki sta ga imeli skupaj. Če bi ju ujeli, bi Jen ustrelila Saro, nato pa bi si Jen vzela življenje. Torej, naj bi skupaj storili samomor. A na koncu se Sara odloči, da jo je preveč strah smrti, da bi sodelovala v tem domnevnem dogovoru. Sarah Buzzard je v bistvu zadnja oseba, ki še odgovarja pred roko pravice zaradi umora Ryana Zimmermana. Sooča se z več obtožbami, umorom, ugrabitvijo, hudim oskrunjenjem trupla. Toda ta primer še ni povsem zaključen. Poleg preiskave stanovanja, v katerem so vsi živeli, in Sarinega avtomobila, so izvršili tudi odredbo za hišno preiskavo v hiši, kjer sta Jen in Sara živeli s Sarino mamo. In to je bila zapletena situacija, ker je zdaj očitno, da je nekdo storil samomor prav tam v hiši. A hkrati še vedno iščejo kakršnekoli dokaze, ki bi Saro in Jen povezovali z Ryanovim umorom. In res najdejo dokaz, ki je tako srhljiv in pretresljiv, da si predstavljam, da je celo izkušenim preiskovalcem povzročil težave. Do tega trenutka imajo preiskovalci dovolj dokazov, da obtožijo Saro za ta zločin. Imajo dokaze iz stanovanja, imajo dokaze iz avtomobila, imajo njene lastne izjave, ki se ujemajo z drugimi dokazi, ki so jih našli. Morda so največji dokaz v tem primeru našli, ko so preiskali dom Sarine mame. Našli so le del Ryanovih skeletnih ostankov. Ena stvar, ki je nikoli niso našli, je bila njegova glava. A policisti so odkrili, da je bila njegova glava v loncu za juho v škatli v garaži Sarine mame. To je bilo pravo presenečenje. Te ženske so imele glavo vsa ta leta. Pravzaprav je potovala z njimi skozi več selitev. Sprva so jo hranile v zamrzovalniku v svojem stanovanju, za nekaj zamrznjene zelenjave. Ko pa so se selile, so jo vzele s seboj. In ni jasno, ali niso vedele, kam naj jo odvržejo, ali pa so jo morda imele za nekakšno trofejo. Do decembra 2021 se Sarah Buzzard sooča z možnostjo smrtne kazni. Zato se odloči skleniti sporazum o priznanju krivde, prizna krivdo za 1 točko obtožnice zaradi hudega umora, zaradi umora in razkosanja Ryana, znanega tudi kot Emma. In zdaj, s tem sporazumom o priznanju krivde, smrtna kazen ni več možnost. Ko Sarah Buzzard vstopi v sodno dvorano na izrek kazni, se sooča z možnostjo, da bo preostanek življenja preživela za zapahi. Prevzemam odgovornost za svojo vlogo pri Ryanovi smrti in vsak dan preostanka svojega življenja bom skušala popraviti svoje napake s pozitivnimi dejanji in ravnanji. Zdi se mi, da je to nekdo, ki je v svoji glavi menil, da je to upravičeno. In morda je bila bolečina, za katero je čutila, da ji jo je povzročil Ryan, njeno opravičilo.
Tako ali tako bi se na koncu vse skupaj zaradi fizičnih dokazov obrnilo proti Sari. Priznala je, da je ubila Ryana, vendar je tudi zelo jasno, da ena oseba verjetno ne bi mogla razkosati in to narediti sama. Ampak na koncu mislim, da je vedela, da se je čas iztekel. Več let ji je uspevalo, da se je izognila posledicam, vendar je napočil čas, da plača za to. Muji otroci nikoli ne bodo spoznali svojega strica Ryana. Nikoli ne bojo mogli govoriti z njim in videti podobnosti, ki jih jaz vidim med njimi in njim. Nikoli ne bojo mogli igrati tistih iger z njim. In vsi bi to tako zelo oboževali. Bil sem malo šokiran, da je naredila to, kar je naredila, veš, kot da, hej, prevzela bom krivdo, ampak mislim, da je želela izogniti se smrtni kazni. In glej ga zlomka, je bila ta priložnost vsaj dana. Sarah Buzzard je bila obsojena na dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta po 30 letih prestane kazni. Če pomislite od dneva, ko je bil Ryan Zimmerman ubit, do trenutka, ko smo dobili razrešitev primera. Od skrivnosti, ki sta jih skozi leta delili samo Jen in Sarah, do sodelovanja organov pregona pri iskanju teh fizičnih dokazov, je bil to vsekakor zelo hud primer. A na koncu je to odgovorilo na vprašanje, kaj se je zgodilo z Ryanom Zimmermanom. In s tem priznanjem krivde upaš, da je to njegovi družini omogočilo, da gre naprej. A to je dober opomnik. Ne sodi knjige po platnicah, ker nikoli ne veš, kaj se skriva pod površjem. Ta primer mi para srce, ker je bil navsezadnje Ryan zelo mlad moški, ki je le poskušal ugotoviti, kam spada v tem svetu in kdo je kot oseba. In bili so ljudje, ki so to izkoristili, saj so imeli veliko več življenjskih izkušenj kot on.